Včeraj je rekel, da mora imeti probat S15, oziroma da se mora malo usesti. Ja, se mora... Tako da zdaj je prilika. Hey yo, it's been a long time, bi rekel Rakim. Dolgo se nismo slišali, dolg cajta nisem nobenega videa doven in sem rekel, da je čas, da naredimo en update, kaj se pravzaprav dogaja. In ja, zadnje čase nisem bil kaj prav zelo veliko v bazi, ker sem se ukvarjal z drugimi projekti, z drugimi zadevami, ki so zelo pomembne za prihodno sezono, v bistvu tudi zato, da tole zaključimo tako, kot se zagre. In ja, sem na poti v bazo. V bazi, kot vem, se stvari odvijajo naprej, poleg tega, ja, zimska sezona je tukaj, kar pomeni, da smo bili malo zasedeni tudi z premontažami gum. Tako da ne glede na to, da smo že decembra, če še nimate zimskih gum, dobrodošli, da jih zamenjate pri nas v bazi. Kaj zimska sezona pomeni za naše projekte je, poleg Stratofortressa, ki je delovna mula all year long, gre večina avtomobilov v hibernacijo, zimsko spanje, nekateri pa seveda v posezonske revizije in priprave in posodobitve za novo sezono. Vsak čas bom v bazi, pa bomo šli malo čez stvari, kaj in kako se je kaj dogajalo v preteklem mesecu in tudi malo v planih, kaj sledi, nekaj smo že malo namignili v prejšnjem videu, tako da se vidimo v bazi. Gužva as usual. Evo, baza. After a while. Čeprav sem se vam zlagal, zato ker sem bil tukaj, ampak tako, pozno popoldanski večerni termini, ker smo bazo uporabljali za studio, za videoprodukcijo, ja, tudi zato je uporabna zadeva, tako da sem vseeno bil nekaj tukaj, čeprav čist iz druge perspektive, tako da dajmo videti what's poppin'. Tlele pa ne bo šlo not. Nekaj se dogaja. Tlele probati. Yes. What's poppin'? Merimo si ga. Koga? Kabel. Kaj dogaja? Noč. BMW. Malo lampe. BMW. BMW tudi lampe. BMW tudi lampe. On je že lampe naredil, še prej sem jaz tegnil pokazati en do it yourself video. Lahko pokažemo lampe na BMW? Lahko pokažemo lampe na BMW. Če pridemo noter, ker se tamle ni ratal noter prijeti. Bomo korak. Gužva. Ej, ko pa ploščata underglow montiraš gor? Pa je right. Ni da puš? Yes. Ko ga to bremza. Ko so ga dal van iz... Zdaj bo šlo pa lažje. Ko ga dal van iz presava, pa v drugo presava. Drugače, letos sem v mesi, da vam pokažem
progresna, oziroma ne progresno, da vam pač pokažem, kaj se dogaja na BMW-ju in pridem in ti ven daje lampe, ki so bile že noter provizoriš dane, tako da tega čist nisem mogel pokazati, ampak če gremo malo back in time. Mislim pa to posne, da smo lučke ne prezentirali. Ti jih pa že vam daješ. Kaj se pravzaprav dogaja momentalno je, da na E36, ki rihtamo še vse tiste stvari, ki jih pred Night Strikeom nismo uspeli porihtati za Night Strike, če lahko temu tako rečem. In ena izmed teh stvari so sprednje luči, ker skozi govorim, še enkrat, avto mora imeti luči, nima veze, dirkalca ali kaj je. Če ne drugega, če ima že blankse, da ima vsaj nek print gor, da na 100 metrov zgleda, kad ima luči. In ja, luči so pošle že kar nekaj časa pred Night Strikeom, ampak sama montaža teh luči je malo bolj zakomplicirana, kot bi si človek mislil, ker kot veste, je ta avto šel že čez ogromno enih predelav, čez ogromno enih faz in ja, original luči več ne pašejo noter, pa ne zato, da ne bi imeli pritrdilnih točk, kakor so na originalu, ampak ker je toliko enih stvari na poto in enostavno ne pride noter, tako da smo se odločili, da bi jih bomo malo sfabricirali, ne bomo upali na tem in ja, malo rezanja, malo vrtanja, malo lepljenja in ne samo, da bojo luči noter, ker to je easy, ampak tudi, da bojo svetle. A ja, električna inštalacija je pa že poštimana, to je pa ti zrihtal že pred Night Strikeom, ker smo nekako upali, da bo vsem to zrihtan sam. Je bilo toliko drugih bolj pomembnih stvari za pripravo, da naprimer tista lebela zadeva tam zadih. Drugače pa mislim, da ni ostalo veliko stvari za 36, ko na checklisti, vsaj to, kar je bilo pred Night Strikeom, tako da kot obljubljeno bomo naredili en poseben video samo o temu avtu. Ulej, čaki, lučke se, lej. Tole bo dobro. In se vrnemo nazaj, je tole final product. Ok? Ja. Off. Lej tono, freaking Čengan. Daj pržgi. Sem vam rekel, da vsak avto mora imeti luči, ker tole čist brutalno zgleda, se strinjaš ti? Nima veze, kaj mora imeti luči. Vsaj nalepka, minimum nalepka. Ok, minimum nalepka. Da zgleda vsaj kot luči, ampak ja. Dobra nalepka. Ja. Ne, neki čip, ja. To vidiš, lej, tudi NASCAR, ki nima luči, ima vsaj nalepke gor, da zgleda, kot da ima luči, tako da it's a freaking must. Evo, just like that, građevina iz uni. Kaj smo pravzaprav delali? Tele nabor reflekse smo mogli popraviti, ker je nekdo tole šlampas naredil in je vse skrb dol padel. Tako da je mogel prijeti ne chief mechanic in charge, ampak chief construction in charge tole popraviti. Zrihtan, končno, da tale stena spet malo lep zgleda. In zdaj, ki ni več ploščadi noter, lahko končno tega zapeljem ven, da ga operam in pripravim na zimsko spanje, na hibernacijo. Ja, letos celo spet registriran uradno registrirano, po ne vem kolikem času. Ja, pripeljali smo ga na Night Strike. Vmes nam je celo ratelet na en mit od naših frendov z obale No Cross Garage. In ja, celo zem sem šel, snemal sem, tako da video. Zna biti, da je danes še zadnja lepa sobota, preden se začne zimska sezona in naši frendi iz obale, No Crust, Tuna in njegova ekipa so zorganizirali nek get together, nek, dajmo temu reči, neformalen mit in smo rekli, zakaj pa ne bi izkoristili, ker je zdaj že glih registriran, da se zapeljemo dol, da malo pohengamo in se imamo fajn. Kakor sem rekel, zelo verjeten, še zadnja lepa sobota, ker so letne gume še legalne. Najprej pa en quick wash,
še en družinski upravek in pičemo na mit. Verjetno bomo malo zamudili. Tako pač je. Ja, takole sem nevaro zapustil. Se bo pa šla na račun še za celo zimo. Tako da treba malo izkoristiti zajca. So fresh, so clean. Zdaj pa Cineplex na hiter, pol pa naprej. Nikoli se ne naveličam tega zvoka. Le kakšen vreme, no. Malo pihka, sam je kar kičast. Quick washa res da ful pogosto nekaj ne uporabljam, ker načeloma si lahko peremo avte pred bazo. Porabil sem nek hitro sušeči vosek ali vosek za hitro sušenje ali nekaj takega. Tako da niti nisem avta brisal, splahnil z destilirano vodo, pa da vidimo, kaj se bo zgodilo s temi kapljicami na avtu. Se bo kaj zasušilo ali bo dober, čeprav sem malo skeptičen. Kakor sem rekel, zdaj pa najprej Cineplex z Rjano. Gabi na mače hišice ali nekaj takega. Pa na obalo. Cineplex dan. Očitno sem malo preveč hvalil vreme, ker se zdajle nekaj obrnili in se čuden z oblačilom, ampak po moje, da na obali je cool, tako da držimo pesti. Niti ne vem, koliko je. Vprašanje, če ne bo že tema, kad dol pridemo. Ustavil se bom vmes še na lomu, kjer se mi bo pridružil še Tit, se odločil, da to malo široko ta šel preluftati, in pa Pero pride zdaj, ker me Pero že kar nekaj časa izziva, kdaj se greva zdaj kaj pelati. In evo prilika, ker imam glih zdaj registriranega, pa tudi da ima ta vožnja nek purpose, da se ne peljemo glih tako malo okoli brez veze. Se vidimo na lomu. Dokler jih čakam, kot sem rekel, tale hitro sušeča zadeva, ne dela čisto, koliko bi šlo kupu, da bo delala, ampak ful dobra stvar je tega Silverstone greja, da se ful slabo vidi to mazenija, moraš res dobro pogledati, ampak vse, kar je glos črnega, je pa pač pikčastga od vodnih kapljic zasušenih. Bi pa verjel, da je siguran boljš, kot če bi pač sam pustil brez tega, oziroma če bi z navadno vodo splahnil avto, tako da nekaj je. Before pa after. Not really. Vlogeri. A što zamenjati avto? Ne, tvoj še glasnejši. Že ta je. Malo prej sem rekel before pa after. Saj ni razlike, kaj? Ni. Pa ne. Ja, odvisen, kolikor so zame. Načeloma ne. You never have to stop there. You just get your techno. Ni. A si zamenjam avto, veš kao? Pičemo direkt. Ja, valjda. Okay. Mene tiče. Speed. 130 še ne ropota preveč. 125 pol. Ja, sem rekel, da bo kmalu noč. Sam ne zaradi ure, no, tudi malo, ampak ful je kar naenkrat rater oblačen.
da, bičemo Koper, Mandrač, parking in see us there. A ja, sorry, eventa nisem utegnil posnet, ker je prišel nepričakovano oziroma nepričakovano na obisk friend iz Amerike, ki se nismo videli že nekih 6-7 let in ja, smo imeli veliko za nadoknaditi in je bilo to ful bolj bistvenega pomena zame, kakor da bi skakal okoli po eventu pa snemal tale video. Sorry guys, ampak ja, včasih so take stvari ful bolj pomembne. Photo and the video, you know? A video and a photo? Yeah, sure. Because videos are more for the memories. Yeah. Is it? Yeah, it is. Yeah, so you know. If you know, you know. What's up? What's up, brother? Hey, thank you for the of course. fucking Oh, help, yeah. man. Hell yeah, man. That's so dope, man. Yeah, yeah. How many years did we said? 10? We've seen each other? No, 10. About 10. About 10. Yeah. Yeah. Tako da, zdaj na pranje, pol pa naprej. Sorry, samo moram pohteti, dokler je še kaj sonca. Done! Evo, zdaj je praktično pripravljen na hibernacijo tele zadeve. A ja, tlej se tudi nekaj spremenil. Tit je namreč popravil višino S15-ke. Tit, zakaj si popravil višino S15-ke? Ne gre več, ne? Kako to misliš? Se je nazaj dol popravil. Kako to misliš, da se zdaj dol popravil? To še vedno zgleda, da gremo na Ibisu v pismu. Glej to, kjer traktor. To se mora malo posesti. A ja, Tako kot Apple svedi. a pol se gremo zdaj pelet. Ok. A ja, zdaj sem že zaparkiral, tako da jutr to mora če nižje, to se res popravil. Kako to misliš? Če isto, stari? Unižje. Sprav, od tega, kar sem rekel, sem je pol že. Čak, kom pravi, da je tole pol nižje, kakor je bilo. Ker dejansko smo rekli, ok, ja, treba je avto dvigant, ker je bo čisto preveč upodno zabit. Ampak čak samo. Zadnji je cool fit, play. Zadnji je perfekt. Ok, ja, govorimo o fitmentu tukaj. Zakaj, to bomo malo kasneje. Ampak ja, ti, če pogledam na levi strani, ne? Ok, takole to zgleda. Prej je bilo takole, siguren? Tako da ja, si spustil, ampak če pogledamo na tej strani. Something's wrong here, bro. Veš, mega ograj, da ne bi videl na strani. Kako to misliš, če sem na tej strani odraju? Moramo od Zenuna pa left hand right conversion narediti. Moramo narediti left hand right conversion. Ok, definitivno se moramo v tej stvari še pogovarjati pa naštutirati. Kaj miš pri... Še zajad bi govor. Kaj si rekel? Še največ preden ti bom še zajad bi govor. I see. Centi gor. Koliko? Centi za vsak teden. Ne, se lahko bi šel res gor za par milimetrov, no, ne pa vsak teden za centi. Dobro. Dar, da ni načel debate o višini E14-ke. A ja, pa da ga ne bomo sam kregali, ne? Ka underglow si pa zmontiral. Sam. Sicer v napačni barvi, no. Ampak ok, rečemo, da ima zdaj ta napačna barva, jo bomo izkoristili za nekaj, kar še pride, ampak definitivno bomo pol spremenili. Ja. Vsak teden. Moram reči, meni te najbolj všeč zdaj, kakor je. Thumbs up.
Hotel sem vam dati quick teaser, sam ne bom. Pustite malo počakali. Kaj je še noga? Oziroma, ko bo boljš. Kaj je še noga bilo v zadnjem mesecu? V zadnjem mesecu. Vse ne vem, če sem vse naštel. Nekaj se je dogajalo. Jaz smo nove gume na avto. Nove gume na letnem setupu. Ja. Zato, Pa novletni setup. Pa novleten setup. Pa še to je rekel, da je za čas. Čeprav ja, za časem, ampak ja. What about that? Nič, kaj? Dosti pospravljanja. No, mi to sem hotel zdaj izpostaviti. Čeprav pustimo, kako se ta moment zgleda, ampak ja. Zgleda zelo urejeno, ne? Ampak kaj na drugi strani, pa malo boljš. Sam tudi tam še nismo čist, tam, ki bi mogli biti, tako da malo še 2 dni cajta. No, za ta del niti ne. Za ta del, za un del, sem rekel, se moramo postaviti detajli. Ne tako lansko leto, ko smo jo postavili en dan pred Božičem. Nekaj tazga, ja. Mislim, vem, da ni bilo za Božič, sigurno ne, ampak neš kaj je bilo, 23 je bilo. Tako da ja, zelo pred Božičem, ampak kaj postavili pa smo jo, ne. Da. Tako da to je v planu, kaj je še letos v planu, nič, avte še ne moramo razrediti, ne. Moramo počakati še teh par dni. Nažalost, ali kakorkoli obrneš, morajo avti malo še počakati in definitivno po temu tednu počasi razkopati. Prav faktor je. Jep, počistiti, revizije narediti. Plazma kater imam tamle od spodi. Kam bomo rezali? Ja, avto je razrezal. Vse. Za poštarja, za želes. Ok. V glavnem, ja, ful enega pospravljanja. To je to. Dan, 2 v bazi. Evo, pa sem 2 dni zapored tukaj. Ej, ti, kje so naši avti? Prodali. A smo vsak kje zaslužili? Ja, za star želes ledino so. Ok, s tvojim malo manjke, preveč plastike gora. Kaj bomo zdaj? Je nač BMW nabavili. A ja, to je, čakaj, a BMW je pa tle nekaj? Ja, rdeče BMW. A ja, Karavane. brez fiberglassa. Avti so zunaj in včeraj rekel, da mora imeti probat S15, oziroma da se mora malo usesti. Ja, se mora... Tako da zdaj je prilika. Ok, dosti hecanja. Treba še kaj narediti, ker imamo čistilno akcijo zaradi nečesa. Ja, about the gaps. Nič se ni usedali, itak. Nisem pričakal, da se bo, ampak malo heca mora biti, tako da... To je to za danes, ne pa še za letos, tako da ne se pozabiti naročiti na kanal, če še niste. Lajkite, šerite moj content, dajte malo supporta, stisnite kakšen komentar in do naslednjič. See ya!